Torej, vsem lep pozdrav, ki ste zdaj prišli. Jaz sem najprej ministra imel na piki, ampak res se moram še, da ste vsi čuli, ko se mu moram javno zahvaliti, da je bil prvi minister to, kar je rekel 15. septembra 2015 v Križevci o obisku vlade, ne za nekšim hrbtom, da je to se zdaj v zelo kratkem času uresničuje in sem mu res pred javnostjo zelo hvaležen. Hvala lepa, župan. Sem pa še mu nekaj stvari dodatno zdaj že Ni veliko pohval. Ne moram priznati iskreno, jaz sem nestrankarski človek, ampak z vsemi pa znam sodelovati. Tako levimi, pa desnimi, pa srednjimi, pa gornjimi, pa spodnjimi. Še včasih Boga prosim za pomoč. Zdaj je tako, zdaj v letih po krizi je bilo dejansko težava s tem zagotavljanjem denarja za infrastrukturo in je bilo kar od leta 2010, 11, 12, 13, 14, to je bilo kar 5 let, ko se je izrazito premalo namenjalo za cestno infrastrukturo. Tako da potem smo mi v letu 2015 že uspeli nekaj več zagotoviti, leto 2016 še več, 2017 in 2018 pa še to povečujemo. Tako da zdaj smo na nekih nivojih, ki če jih bomo uspeli potem držati vsaj nekih 5-6 let, bomo povrnili tisto, kar je bilo premalo vlagano, bomo prišli na neko to, bom rekel, normalno stanje infrastrukture. Ker zdaj se je res v teh letih se je potem vse skupaj poslabšalo, kar se je, tudi se je videlo recimo na tej cesti, ko sem se pelal tam, kjer je še niste odstranili, je dejansko ne zasluži imena, da je to cesti. Ja, danes današnji obisk je namenjen ogledu te problematike cestne infrastrukture v Prekmurju. Začenjamo v Razkrižju, kjer je tukaj za nami, pričenjamo z prenovo približno dobre 2 km dolgega odseka do meje, kjer se bo povsem na novo uredila cesta, komunalna infrastruktura v njej, pločniki, tako da dela bodo trajala do konca letošnjega leta. Vrednost je ocenjena slaba, oziroma že pogodbena vrednost na slab 1,5 milijona. Tako da ta projekt je pravzaprav eden od številnih, ki jih na direkciji oziroma ministrstvu izvajamo v okviru intenzivnejšega izvajanja prenov in investicijskih vlaganj v cestno infrastrukturo, za katero smo zagotovili po dolgih letih premajhnih vlaganj spet ustrezna potrebna sredstva, tako da se take stvari lahko izvajajo. Če smo imeli v preteklih letih, se pravi v letih krize med 2010 in 2014, pa tudi še delno 2015, te nivoje izrazito premajhne, recimo na nivoju 50 milijonov evrov letno, smo zdaj v letu 2015 se približali 100 milijonom, v letu 2016 se je to še povečalo, v letu 2017 mislim, da je vse skupaj zdaj že na nivojih okrog 150 milijonov evrov, torej kar nekajkrat več kot v obdobju pred krizo. In to se pozna, že. V letošnjem letu ima direkcija odprtih preko 400 projektov, intenzivno se izvajajo razpisi, tako da mislim, da se po celi Sloveniji ta intenzivnost že tudi pozna. Tukaj samo območje mejnega prehoda se bo tudi urejalo v okviru aktivnosti Ministrstva za javno upravo. Skupaj z našim ministrstvom oziroma direkcijo pa bomo ta ostanek ceste do samega mejnega prehoda ob zaključku del tudi seveda uredili tako, da bo potem celoten odsek do same meje do mejnega prehoda ustrezno urejen.